Najprej pozdrav in sicer vas pozdravljam v imenu Sveta krajevne skupnosti Renče. Dobrodošli v Renčah. Dobrodošla direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka, gospa Irena Škvarč. Pozdravljen gospod župan Tarik Žigon in še pozdravljen gospoda Ropošo Jožeta in Vlatko Gal. Običajno se med sklepi znajdejo stvari, za katere vemo, da so koristne, a se z njimi pogosto odlašamo. Še posebej, če so ti sklepi, želje, cilji, kakorkoli temu lahko rečemo, večje in zahtevnejše. Pred približno 3 leti sem si podrobneje ogledala našo krajevno knjižnico. Polna je bila knjig, ki so bile shranjene vse povsod, kjer je bil še kakšen prostor. V razgovoru s knjižničarko Julko sem razbrala, da ni več polic za nove knjige in kot blisk se je porodila ideja o novem dodatnem prostoru. Idejo je še podžgala informacija, da se v letu 2021 obeležujemo 40 let od ponovnega odprtja knjižnice. Zakaj ponovnega? Javna čitalnica in knjižnica je v Renčah delovala že več kot pred 150 leti. No in takrat smo se v Svetu krajevne skupnosti odločili, da bomo aktivnosti usmerili v posodobitev prostorov knjižnice. Interes za to dejanje sem začutila tudi ob razgovoru z gospo direktorico Goriške knjižnice, ki bdi nad knjižničnim gradivom. In tako se je začelo. Zalogaj ni bil majhen in brez podpore naše občine tudi ne bi šlo dalje. Uspelo nam je, nismo pa še zaključili. Hvala vsem, ki ste pomagali, da smo prostore uredili tako, da je knjižnično gradivo dostojno zloženo ter na voljo uporabnikom. Še bo potrebna kakšna posodobitev in lahko s ponosnom vzkliknem: Knjižnica Renče, srečno naprej! Še naprej naj bo to prostor, v katerem se srečujejo ljubitelji lepe besede. UNESCO manifest o splošnih knjižnicah pravi, da je splošna knjižnica vhodna točka lokalne skupnosti do znanja, zagotavlja osnovo učenja od mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in skupnosti. Po mnenju organizacije UNESCO je splošna knjižnica gonilna sila vzgoje, kulture in informacij ter bistveni dejavnik pri promociji miru in duhovne blaginje. Krajevne knjižnice so velikokrat središče kulture v kraju, spodbujajo ustvarjalnost posameznega kraja, povezujejo ljudi in ohranjajo živahnost prostora. A kar je najpomembneje, omogočajo enako dostopnost do knjižnične dejavnosti tudi prebivalcem manjših in oddaljenih lokalnih skupnosti. Pomena knjižnice se zavedate tudi v vašem kraju, saj vzdržujete to dejavnost že več kot 150 let. Leta 1866 je bila namreč v Renčah ustanovljena Slovenska narodna čitalnica. Njeno delovanje je segalo na področje petja, igralstva in glasbenega ustvarjanja. Po prvi svetovni vojni je delo čitalnice nekoliko zamrlo, a ponovno zaživelo leta 1919 z ustanavljanjem pevskih društev, igralske skupine in izposojo knjig. Tudi v času, ko je bilo kulturno gibanje zatrto, je knjižnica delovala. Knjige so skrivaj izposojili celo v mesnici. Izposoja knjig je ponovno zaživela po drugi svetovni vojni in sicer v okviru društva Svoboda, ki je bilo ustanovljeno leta 1947. Pod okriljem Goriške knjižnice so prvo pravo krajevno knjižnico v Renčah odprli na kulturni praznik 8. februarja 1981 v Zadružnem domu. Za začetek je vsebovala najosnovnejši fond, skupno nekaj več kot 1600 enot, priročnike, leksikone in slovarje, nekoliko zahtevnejša dela ter nekaj lažjega leposlovja, predvsem slovenskih avtorjev. Julija 2006 se je knjižnica preselila v nove prostore, ki so bili del nekdanje kinodvorane. Postopoma je knjižnični fond dosegel 10 000 in več enot gradiva.
Tudi letošnji kulturni praznik je za Krajevno knjižnico Renče zelo pomemben. Ponovno odpiramo vrata prenovljene knjižnice, ki je pridobila dodatne prostore in obnovila obstoječe. Pozabljene pa niso niti ranljive skupine. Gibalno oviranim smo omogočili gibanje po večjem delu knjižnice. Tudi postavitev knjižnice v samo središče kraja poudarja poseben pomen in omogoča obisk kar največjemu številu obiskovalcev. Seveda pa je pomembna tudi vsebina. Knjižnica ponuja gradivo za različne starostne skupine in za različna zanimanja. Tako smo v pritličju uredili otroški kotiček, ki bo najmlajšim obiskovalcem ponujal sprehod v pravljični svet preko kartonk, slikanic, risank in filmov. Mladim smo uredili prostor v nadstropju, ki bo namenjen samo njim. Lahko bodo brskali po gradivu ter izbirali leposlovno in poučno gradivo. V čitalniškem kotičku bodo lahko poklepetali, pisali domače naloge, se učili, izdelovali plakate, pripravljali skupinske projekte ali pa si le poiskali kotiček čisto zase. Za pomoč pri šolskih obveznostih jim bo zagotoval tudi računalnik, ki bo omogočil iskanje gradiva v Cobisu, brskanje po spletu in pregledovanje podatkovnih zbirk, ki jih ponuja Goriška knjižnica. Odrasli obiskovalci bodo lahko izbirali med strokovnim gradivom ter med slovenskim in tujim leposlovjem, ki je sedaj razporejeno v 2 prostorih in s tem je omogočen večji pregled in večja dostopnost. Posebna znanja boste lahko pridobivali ali dopolnjevali preko nabora revij in podatkovnih zbirk. Revije, ki si jih boste lahko izposodili tudi na dom, bo verjetno zanimivo prebirati tudi tukaj, kjer bo priložnost srečati znanca ali prijatelja in poklepetati. V času zaprtosti smo knjižnico temeljito pregledali in trenutno knjižnična zbirka obsega približno 10.000 enot aktualnega gradiva. Zbirka se neprestano dopolnjuje in skrbeli bomo, da bo vedno zanimiva, kar bomo dosegli s sprotnim pregledovanjem in dopolnjevanjem. Pripravljamo tudi domoznanski kotiček, kjer bo na enem mestu zbrano gradivo lokalnih avtorjev in gradivo, ki govori o ljudeh in lokalnem okolju. Gradivo, ki pa ga ni na voljo v tej knjižnici, vam lahko prinesemo iz drugih naših enot ali pa ga preko medknjižnične izposoje naročite iz drugih slovenskih knjižnic. Zbirka je v celoti katalogizirana in urejena v sistemu Cobis, ki omogoča vpogled preko interneta ter računalniško izposojo gradiva. Člani knjižnice lahko preko portala ali aplikacije Moja knjižnica od doma pregledujete nabor izposojnega gradiva, podaljšujete izposojevalni rok, rezervirate gradivo. Lahko si izposojate tudi elektronske knjige, kot na primer slovenske knjige na spletnem portalu Biblos in Audibook, ali pa prebirate različne elektronske časopise, saj boste na portalu Press Reader našli preko 5500 naslovov z vsega sveta, ter dostopate do podatkovnih zbirk, ki jih ponujemo v Goriški knjižnici. In dostop do tega gradiva vam je omogočen tudi od doma. Krajevna knjižnica Renče je del knjižnične mreže Goriške knjižnice, kamor spada poleg osrednje enote v Novi Gorici tudi 9 krajevnih in potujoča knjižnica, ki že vrsto let obiskuje podjetja, šole in vrtce tudi v vaši občini. Trenutno ima knjižnica 293 aktivnih članov, to je tistih članov, ki knjižnico obiščejo vsaj enkrat letno. Med njimi je največ osnovnošolcev in zaposlenih. V lanskem letu smo zabeležili več kot 3000 obiskov članov, ki so si skupaj sposodili preko 10.000 enot gradiva. Novi prostori so nova priložnost in nova spodbuda, zato verjamemo, da bo vrata prenovljene knjižnice odslej prestopil še kakšen nov uporabnik. Želimo, da knjižnica postane tudi prostor srečevanja in druženja. Otroški kotiček kar kliče k glasnemu prebiranju pravljic, pa tudi čitalniških mest je dovolj za različna srečanja. Zato vas vabimo, da nam pri tem pomagate. Če imate posebna znanja, lahko skupaj organiziramo pravljične urice, delavnice, bralna srečanja, predstavitve knjig, ročnih spretnosti, popotniških izkušenj. Ob koncu naj vam v imenu kolektiva Goriške knjižnice iskreno čestitam za to tako pričakovano pridobitev in se obenem zahvalim vsem, ki ste prispevali, da je do tega prišlo. Želimo, da vam ta novi prostor prinese veliko veselja, prispeva k povezovanju, druženju, novim aktivnostim v kraju in tako oblikuje razvoj lokalne kulture.
Naj še zaključim z besedami kolegic, ki skrbijo za naše krajevne knjižnice. Krajevna knjižnica predstavlja lokalnemu okolju velik doprinos. Marsikdaj smo našim uporabnikom ne zgolj servis za izposojo knjig, ampak edini stik oziroma pogovor v dnevu. V času epidemije in omejitev se je občutek osamljenosti med ljudmi še povečal in tako velikokrat marsikomu, pa čeprav le z lepo besedo in kratkim pogovorom polepšamo dan. In zato smo tu. Prav ta osebni stik, človeški faktor, ima čedalje večji pomen v družbi. In na tem gradimo in na tem bomo gradili. Lep pozdrav vsem skupaj, pozdrav krajevni skupnosti in predsednici, pozdrav Goriški knjižnici in direktorci in lep pozdrav Renčankam, Renčanom, občankam in občanom naše občine. Veliko veselje je nam na občini, da lahko ob današnjem prazniku kulture odpiramo prenovljeno knjižnico v Renčah, ki je lahko šteje pretekle obdobja, nova obdobja in še starejše obdobje, da bojo lahko zahajali k nam in se družili. V današnjem prazniku kulture, če lahko rečem, najmanjši otroci, ko jih vprašamo v vrtcu, kaj je za njih kultura, je lepa beseda, je lepo dejanje, je lepo se obnašati, posojati prijatelju igračko. Potem pa z leti ta pojem kultura zrase, se širi, se oplemeniti. In prav z knjižnico v Renčah se bo ta pojem širil in oplemenitev, ker knjiga je del same kulture, ki se prenaša z roda v rod. Je neprecenljiva in nima niti obdobja v življenju, v katerem bi ga lahko brali. Tako da lahko zahajajo sem mlajša, starejša populacija in se veseli ob različnih učnih in knjižnih pripomočkov. Veselje nam je tudi, da bomo ob kulturnem prazniku, ki je prav v ta dan, lahko rečemo, da imamo en korak več tudi v naši občini, saj ne nazadnje leta 2025 smo del Evropske prestolnice kulture, v katere bo tudi naša občina imela 3 sedeže in eden med tem je tudi v naši krajevni skupnosti Renče. Veselimo se prenove, veselimo se dela krajevne skupnosti Renče, ki je pri temu se angažirala že kar leto dni v času covida, da so se starejši prostori, ki so bili predhodno v uporabi, ponovno oživeli, ponovno obudili in s tem, da lahko rečemo, kar podvojili velikost naše knjižnice. Sem bojo lahko zahajali otroci v naši neposredni bližini in pa starejši, ki bojo lahko ob kozarcu dobre kavice tudi pokremljali, se podružili in nazadnje prebrali tudi kakšno lepo knjigo iz naše zbirke. Veselje nam je, da lahko to širimo, da smo del verige podružničnih knjižnic na Severno-Primorskem Goriškem. Veselimo se, da imamo tudi bibliobus, ki zahaja vse 3 krajevne skupnosti in pričakujemo, da bomo lahko se še dodatno obogateli. Verjamem, da bodo ti prostori nove knjižnice služili lahko tudi za razstavo kakšnih fotografij in društev, ki jih imamo v naši občini v ta namen, mogoče za druženje tudi starejših z mlajšo generacijo, tako da vidimo medgeneracijsko uporabo in obenem pa tudi vidimo neko prihodnost, kako lahko bomo tudi naša gradiva, ki imamo tudi v naši krajevni skupnosti in občini, dosti pisateljev objavljali, se z njimi lahko tudi družili in dejansko tudi jih samo promovirali na tem območju. Tako da vam želim en lep in prijeten praznik kulture, pa dosti sreče, zdravja predvsem v teh časih. Hvala. Anica Omejc, poročena Žemlja, se je rodila 7. novembra 1875 v Ljubljani. Njeno otroštvo ni preveč znano, ni nikjer nobenih zapisov, je pa že leta 1903 začela pisati dnevnike, ki so tudi ohranjeni, v katerih je opisovala tedanje življenje, pisala svoje pesmi, omenjala, s kom se je dopisovala, iz katerega potem smo lahko razbrali njeno tedanje življenje. Leta 1907 se je preselila v Volče Drago,
kajti njen mož, Franc Žemlja, je bil železničar in je dobil delo postaja načelnika na postaji Volčodraga. Od aprila 1907 je pričela zapisovati tudi dogodke v sami Volčodragi in njeni okolici. Poleg ljubezni do poezije in do literature je bila še njena dodatna ljubezen filatelija. Verjetno zaradi tega, ker je bil njen oče poštni uslužbenec, oficial, se je hmali zaljubila tudi v znamke. Precej se je spoznala tudi na kataloške izdaje znamk, na kolike, na pisma, na razglednice. Njena ljubezen pa je vsekakor bila pesništvo oziroma poezija. V začetku iz njenih dnevnikov oziroma zapisov razberemo, da je precej hrepenela po ljubezni. Se pravi, da je želela spoznati sebi primernega sopotnika v življenju. In res, kako sem prej omenil, leta 1907 aprila se je poročila s Francem Žemljo. Življenje na Volčodragi je bilo za njo zelo ugodno, kajti imela je tu blizu en kup lepih krajev, ki sta jih z možem obiskovala. Kako je ona rekla, jim Bog ni namenil otrok, vendar sta imela pa to srečo, da sta spoznala mnogo krajev. Njena zgodba bi verjetno ostala v pozabi, ampak ker je Jože Hudeček, literarni novinar, poznal njihovo družino, moža in njegovo drugo ženo, je večkrat bil v njihovi hiši in ko je hiša začela konec 90-ih let prejšnjega stoletja propadati, je odšel in rešil iz podajajoče hiše še zadnjih 20 zvezkov, v katerih je Anica opisovala življenje, pisala pesmi, potopise, pravljice, basni, uganke. Ljubljani Karlovški cesti se je potem tudi na koncu vrnila in tam umrla. Dejstvo je, da v tistih časih Anica Žemlja ni doživela kakšnega literarnega preboja, verjetno zaradi tega, ker so bili to ravno časi pred Prvo svetovno vojno, po drugi strani pa so se tudi ženske težko uveljavile v tedanjem svetu moških. Anica je hrepenela, da bi enkrat lahko tudi ona dokazala, da je sposobna pisati lepe pesmi, da je poezija njena velika ljubezen. Prijateljevala je z Leo Faturjevo, Zofko Kvedrovo in Ljudmilo Prunkovo. Leta 1913 je tudi z Ljudmilo Prunkovo izdala skupaj pravljice pri Mohorjevi družbi. V teh zvezkih, ki jih omenjam, je pisala dejansko vsa potovanja, na katera je hodila, pa tudi vsa pisma, ki si jih je dopisovala s prijateljicami, prijatelji širom Slovenije, pa tudi zunaj meja. Tako je pisala v Nemčijo, Egipt, Slovaško, Češko, Hrvatsko. Poleg slovenščine je zelo dobro obvladala tudi nemščino. Kakšne šole je naredila, žal nismo uspeli še izvedeti, ker dejansko ni nikjer bilo zapisano oziroma od njene zbirke ni ostalo nikjer kakšnega dokumenta. Edini znani dokument oziroma slika je tale, ki smo jo potem naredili za priložnostno izdajo. Ostalih njenih dokumentov in slik ni znanih. Anica Žemlja je zelo bila vesna in marljiva, tako da je vse dogodke, vse kraje, ki jih je obiskovala,
pisala v potopisih. Vendar tedajni časi, kako sem prej omenil, niso dovoljevali, da bi to nekako uspela razstaviti. Žal je vojna posegla tudi v njeno življenje in 21. maja 1915, par dni pred Prvo svetovno vojno, je zapustila kot begunka naše kraje in se preselila prvo na Bled, potem pa konec leta k materi na Karlovško cesto v Ljubljani, to je območje Prul. Tu je živela do leta 1922, ko je 12. februarja umrla zaradi bolezni in dejansko ni doživela kakšnega literarnega razcveta. Potem je ostala pozabljena, saj dejansko njen psevdonim Mira Mokriška, pa tudi kasneje, ko je živela v Volčedragi, si je nadela še dva vzdevka, in sicer Primorka in Goričanka, ni bil znan širšemu literarnemu krogu, niti ni bila v kakšnih literarnih učbenikih zabeležena. Zgolj sreča je, da je pokojni novinar Jože Hudeček iz razprodajoče hiše pobral teh 20 zvezkov njenih spominov, to so manjši formati, oziroma njenih pesmi, njenih literarnih del, in jih leta 1993 predal tedanji študentki slavistike Nataši Špende. Nataša Špende je potem leta 1994 naredila diplomsko nalogo z naslovom Analiza zapuščine Mire Mokriške, pisateljice in pesnice. Vendar potem se je Nataša poročila in dejansko je vse skupaj ostalo v pozabi. Dobro leto in pol od tega, decembra leta 2020, pa me je Nataša, sedaj že Hribar, poročena, poklicala in vprašala, ukoliko mi je kaj znano, oziroma vem kaj o Anici Žemlji, oziroma Miri Mokriški, ki je živela v Volčedragi. Dejansko jaz nisem slišal še do tedaj nič, niti ko smo delali zbornik za Bukovico Volčedrago, ni bilo znano njeno ime. Poznan je bil samo njen mož, Fran Žemlja, ki je bil železniški šef na postaji in katerega smo tudi večkrat slišali v raznih dnevnih časopisih tedanjega časa. Anica Žemlja je predvsem želela, da bi bila njena poezija dostopna širšemu prebivalstvu, da bi bila lahko berljiva, in tako so njene pesmi tudi nekatere s slikami in je dodajala. Precej je opevala tudi trpljenje pesnikov, ukvarjala se je tudi z ugankami, z raznimi križankami in napisala je na primer tudi eno vipavsko pravljico Zlatovlaska, kjer opisuje, kako je bilo na Vipavskem gradu. Seveda to je pravljična zgodba. Sama Anica Žemlja seveda ne bi bila prepoznavna, niti jo ne bi spravili v svet, po domače povedano, če, kako sem omenil, leta 2020, decembra meseca, gospa Nataša Hribar me ne bi kontaktirala. Tedaj sem sklenil, da se bo obeležilo ob 100-letnici njene smrti z nekakšno razstavo oziroma z obeležitvijo njenega dela. Tako smo v Društvu zbiralcev Ajdovščina Nova Gorica naredili priložnostno izdajo, in sicer priložnostno ovojnico, znamko, priložnostno žig, pa tudi priložnostno razglednico. Vse to je bilo na pošti Volčedraga predstavljeno 12.
januarja ob njeni 100-letnici smrti. To seveda je nek dar vsej njeni trudu, ki ga je vložila v to naše slovenski prostor s svojimi pesmimi, letopisi in to. Seveda, to je šele začetno delo, kajti ko prebiram te njene dnevnike, je v teh dnevnikih zapisavala tudi mnogo dogodkov, ki so se dogajali tle v širši okolici. In naprimer v Renčah, pa Hradišče, pa Samostani, skupaj z možem Vipava, Višarje, Ajduščina, Sveti Križ. Skupaj z možem sta veliko hodila po teh krajih. Nekaj sta koristila prevoz z vlakom, ostalo pa sta uporabljala predvsem noge. Tako da lahko rečem, da ko sem čital, tudi po 4, 5, 6 ur sta hodila do kakšnih točk in sta za tiste čase res videla mnogo sveta. V sami razstavi smo tudi pripravili nekaj njenih pesmi, in sicer Zlatovlaska, kako sem povedal, to je njena pravljica, potem pa pesmi Zapoj enkrat, Lečasih in obenem, ker je to tudi Prešernov praznik oziroma slovenski kulturni praznik, smo pripravili tudi manjšo razstavo od Franceta Prešerna s njegovimi podobami Matije Čopa in Smoleta, ki sta bila njegova prijatelja in sodobnika. Anica Žemlja bo sigurno še večkrat predstavljena, saj načrtujemo, da bi v aprila ob občinskem prazniku naredili eno večjo razstavo, kjer bi prikazali njeno celo delovanje, bolj prikazali njeno poezijo, njeno ljubezen do teh krajev. Anica Žemlja je zelo žalovala po odhodu iz Volčje Drage, po življenju tukaj. Tako da v njenih zapisih je večkrat omenila, kje si moja čudovita Volčja Draga, kje si ta lepi kraj, kjer sem živela. Vsa ta žalost in smrt matere oktobra 1920 jo je strl in na koncu je leta 1922, 12. januarja, žal tudi umrla. Gospa Nataša Hribar, profesor na gimnaziji v Kamniku, s katero sem imel decembra prve kontakte in smo ugotovili, da je Anica Žemlja živela dobrih 7-8 let na postaji Volčja Draga. Sem tudi poslal potem razglednico postaje Volčja Draga, ki sta jo skupaj z njeno dijakinjo Lucijo Baša v lanskem letu, junija meseca, uporabljale pri raziskovalni nalogi Gibanje, znanost mladini, pozabljena zapuščina, pesniška zapuščina Mire Mokriške in v Murski Soboti na državnem tekmovanju osvojile prvo mesto, zlato medaljo. Poeti vsi nesrečni so ljudje. Poeti vsi nesrečni so ljudje. To davno čula sem trditi. Saj zgodovina nam pove, kako se morali boriti. Ovida, rimskega je pevca preganjala za davnih dni usoda in nemila sreča. Jezikom zlobnim zadoščenje v prognanstvo ga Avgust spodi. In Safo, grška pesnikinja, življenje mlado si konča, ko z roba skalnate pečine v globino vrže se morja. Mur, slavni pevec angličanski, v prognanstvo moral je in v smrt. Enako Dantesta in Tasso uživala nehvaležnost črt. In Milton, ta nesmrtni pesnik, oropan bil celo oči. Enako, kakor grški pevec Homer, ki slep bil žive dni. In Lenau se duhom mračil, je pesnik Hölderlin zblaznel.
Nekrasov, slavni ruski lirik, pri živem trupu je trohnel. In Ogra Petofi in Holti, nesrečna bila sta oba. Puškin in Turgenjev, Lermontov in v domovini naš Prešeren. Vseh pesem bila je odsev življenja, bridek, toda veren. Zato ne toži več srce, čelira niti zgolj veselje, saj najbolj slavni so možje ob njih pekočo bolj hladili, tešili srčno si gorje. In komur je pač pevska vila, kedaj še liro poklonila. Še vsacemu je bila čaša pelina grenkega nalita in pod blestečo lovoriko i trnjeva budica skrita. Zato pomiri se srce, ker stopat smeš mej pojeti. Usojeno ti je trpeti. Ne toži torej, samo poj. Mira Mokriška.